Gospodarjenje parlamentarnih strank je hkrati zelo odvisno od rezultatov na državnozborskih volitvah, istočasno pa lahko dobro finančno stanje stranke pred samimi volitvami pozitivno vpliva na sam razplet volitev. Moram reči, da je to kar velik izziv za vse stranke, glede na to, da so odvisne tudi od proračuna, ki ga dobijo na podlagi doseženih glasov volivk in volivcev. In ker je volitev kar veliko, lokalnih, državnozborske, evropske volitve, je to kar velik finančni zalogaj za stranke in velikokrat stranke zapadajo tudi v negativno poslovanje v določenem obdobju, skušajo to potem tekom let sanirati. Načeloma smo bili vajeni, da so volitve vsaka 4 leta, ker pa so bile v zadnjih 10 let kar nekaj predčasnih volitev. Se pravi, se ne nabere toliko denarja, da bi stranke lahko mogoče čisto s pozitivnim rezultatom stopile v volilno tekmo in se pojavi, tako kot recimo pri nas, tudi včasih nekoliko negativen rezultat, ki pa ga vedno bolj izboljšujemo. Tako da je kar velik izziv, veliko je prostovoljstva tudi v posameznih strankah, niso to veliki aparati, kjer bi bilo veliko zaposlenih ljudi in na podlagi tega si pač pomagamo. Med najbolj zadolženimi strankami v letu 2017 je z več kot 400 tisoč evri posojil vodila stranka SD, ki bi v primerjavi s prejšnjim mandatom uspelo število stolčkov v državnem zboru dvigniti z 6 na 10. Iz letnih poročil v predvolilnem letu je razvidno, da je najbolje gospodarila stranka Modernega centra. Slovenska demokratska stranka je v letu 2018 zakorakala z največjimi sredstvi na računu, in sicer v višini 1,7 milijona evrov, kljub temu, da so v letu 2017 zabeležili nekaj več kot 80 tisoč evrov minusa. Na stranki Modernega centra so o gospodarjenju stranke napisali tako. Stranka, ki zna upravljati lastne finance, zna tudi z državo. Kakor se to morda sliši kot poenostavljena primerjava, je v njej tudi veliko resnice. Namreč, če stranka za ceno lastnega delovanja bremeni druge in če to počne mimo zakonov ali dobrih poslovnih praks in pri tem obstaja verjetnost konkretnih posledic in tudi osebne odgovornosti, je malo možnosti, da bo pri javnih financah in javnem dobrem ravnala bistveno drugače in če hočete bistveno odgovorneje. Na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2014 je SMC pripadalo 36 mandatov, po volitvah v letu 2018 je številka konkretno padla, in sicer na 10. Prihodki stranke Modernega centra iz naslova državnega proračuna se bodo v tem mandatu pomembno zmanjšali in bodo od stranke in njenih članov zahtevali še več pazljivosti pri odhodkih in še več entuziazma. Tudi v spremenjenih razmerah pa ostajamo zvesti dvema praviloma, da porabimo samo toliko in to, kar imamo, in da smo pri tem skrajno pregledni. Lista Marjana Šarca je na preteklih volitvah od volivcev dobila 12,60% vseh glasov, kar pomeni 13 stolčkov. Medtem ko velik del financiranja stranke SDS predstavljajo članarine in prispevki fizičnih oseb, pri LMŠ ni tako. Stranka dohodkov iz naslova članarin nima. Prispevki fizičnih oseb predstavljajo minimalen del razpoložljivih sredstev. Stranka prejema sredstva strani občine Kamnik. Denar bo uporabljen za delovanje stranke, kot so stroški dela, stroški najemnin in ostali tekoči stroški. Pozitivna bilanca je zagotovo izkaz dobrega gospodarja. V primerjavi z lanskim mandatom je dodatno pridobila stranka SDS, ki že tako razpolaga z največ sredstvi na računu. Nepravilnosti oziroma revidiranje političnih strank obravnava Računsko sodišče. Največ nepravilnosti najdejo kot plačilo računov za redno poslovanje strank s posebnih volilnih transakcijskih računov.